Dober dan. Grobišče Župna cerkev v Kranju je eno najpomembnejših evropskih grobišč s tisočletno tradicijo neprekinjenega pokopavanja. Tam so namreč začeli pokopavati nekako v 8. stoletju in pokopavali do 18. stoletja. Približno 3000 izkopanih grobov, ki pa še niso vsi grobovi, ki so na tem grobišču izkopani, dajejo pravzaprav možnost za raziskave, poselitve, kronologije in podobno. Zaradi silne količine podatkov niti ni preveč čudno, da neke celotne objave grobišča do zdaj še ni bilo. Namreč digitalizacija podatkov je omogočila nek drugačen pristop, drugačen pogled in takšnih možnosti izkopovalec Andrej Valič iz Gorenjskega muzeja seveda ni imel. V tej prvi knjig bo namreč precej, smo predstavili približno 1000 grobov iz leta 64, 65, 69 in 70. Najprej smo pokazali grobišče v celoti, potem vire podatkov in na koncu literaturo, ki je v tem grobišču že išla, namreč vedno je nekako prednost, imajo boljši, lepši, privlačnejši, zanimivejši grobovi, te so bili že objavljeni celota, potem čaka na objavo kdaj kasneje. Največji izziv pravzaprav na pri prikazu tega grobišča nam je bilo, kako tehnično speljati dokaj raznoliko gradivo, ki ga je grobišče pred nas nekako postavilo. Namreč v arheologiji je nekako navada, da pokažemo najprej, poleg splošnih podatkov seveda, predstavimo grobove, arhitekturo groba, pokojnika, njegove pridatke in potem na koncu slikovno gradivo, ki se na to prej povedano nekako navezuje. V Kranju pa smo se odločili, da bomo naredili drugače. V enem stolpcu prikazujemo besedilni del, kjer pač povemo vse, kar lahko povemo o nekem grobu, ob tem potem dodajamo slikovno gradivo, za katero so nam nekateri kolegi rekli, da je precej kaotično, ampak na žalost situacija je taka, da gradivo pač je, kakršno je. Starejše izkopavanja so imela precej manj finančnih možnosti, digitalizacija je seveda tudi kar se fotografij tiče prinesla velik napredek in možnosti za arheologijo, medtem ko v 60. in 70. letih takih možnosti ni bilo in je pač fotografij grobov precej manj, kot bi jih sicer potrebovali. Skratka, v objavi smo nekako stkali neke vrste preprogo iz besedil in slik in skušali omogočiti bralcu, da z enim pogledom zaobjame celoto enega groba. Kot vse ostalo v tej knjigi je tudi zadnji del, to je načrt grobišča, prikazan nekoliko drugače. Običaj je, da v večkrat zgibani veliki prilogi prikažemo celotno grobišče, tu pa smo se odločili, da bomo po posameznih kvadrantih razdelili izkopno polje in pokazali grobove v okviru teh kvadrantov. Gre namreč za tako različno gostoto, da je v enem kvadrantu, ki merijo 5x5 metrov, lahko en sam grob ali dva, v nekaterih delih pa je tudi 100-120 grobov. Zato smo potem v različnih merilih prikazali te grobove, ker smisel pravzaprav prikaza je, da lahko spremljamo odnose med posameznimi grobovi. V naslednjih knjigah, prvih dveh, bomo prikazali še naslednjih 2000 grobov, potem pa je na vrsti arhitektura, pa predmeti, kronologija, naravoslovne raziskave in podobno. Hvala lepa.